Hvala lepa. Morda veste, zakaj gluhi tako ploskamo? Zato, ker gluhi ne slišimo tega zvoka, če pa pač tako z rokami ploskate, pa vidimo in smo navdušeni ob tem. Hvala. Sedaj pa bi vam predstavila dostopnost knjižnic za osebe z izgubo sluha. Predstavila bi po 4 sklopih, 4 tematikah. Glede dostopnosti knjižnic za osebe z izgubo sluha, to je skupina gluhih. Bi izpostavili najprej skupino gluhih in skupina naglušnih. Za skupino gluhih je njihov materni jezik, ki ga uporabljajo znakovni jezik. Leta 2002 je bil sprejet zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika in od takrat dalje gluhi lahko kjerkoli uporabljamo znakovni jezik s pomočjo tolmača. Pred tem te pravice nismo imeli. Pred kratkim, leta 2021, pa je bil tudi dodan člen v Ustavo Republike Slovenije o uporabi znakovnega jezika. To pomeni o svobodni uporabi znakovnega jezika povsod. Pomeni pa tudi, da tolmač za gluhega je nezamenljiv člen pri komunikaciji. Tolmačenje je za gluhe. Gluhi potrebujemo tolmača. Sicer pa kako bi lahko dostopnost knjižnic za osebe z izgubo sluha, torej preko tolmača, potem pa komunikacija, pisna komunikacija, ampak je treba v bistvu zelo poenostaviti lahke, razumljive besede, kratki stavki. Tudi če oseba počasi govori, lahko gluha oseba odgleduje, ampak res počasi, pač s tem, da se gleda v obraz. Zelo pomembno pa je vedeti, da slovenski jezik in slovenski znakovni jezik nimata enake slovnice. Tako kot jaz sedaj kretam, je moja slovnica slovenski znakovni jezik, tolmač pa se pač trudi, da iz mojega znakovnega jezika prevede v pravilno slovenščino, pravilno zaporedje. To ni tako enostavno, tako da vem, jaz kratko prekretam, tolmač pa hitro govori, da me ujame, tako da se trudim, da tudi jaz malo počasneje kretam. Torej, slovenščina. Slovenščina je za nas gluhe tuj jezik in zaradi tega, ker je to tuj jezik, nam je tudi težko brati, ker velikokrat ne razumemo vsebine. Mogoče 20% gluhih samo bere. Zakaj? Zato, ker je težava že od osnovnega izobraževanja. Velikokrat se gluhi rodijo v slišeče družine in je veliko zamujenega in potem tudi ni te spodbude, niti v izobraževalnem sistemu in potem, ko so že odrasli, je že veliko zamujenega. Pač lahko, da vzamejo knjigo, določene besede razumejo, ne razumejo pa vsebine, ne morejo povezati, zato jim pač branje ni privlačno. Jaz lahko povem, da imam gluhe starše, moj prvi jezik je bil znakovni jezik in od majhnega smo se sporazumevali v znakovnem jeziku, bila pa je babica, ki je bila slišeča in me je spodbujala, naj berem in jaz zato od začetka mislim, da je zelo pomembno, da gluhi že v malih letih, pri zgodnjih letih osvoji tudi znakovni jezik, to je bilo včasih celo prepovedano, in potem, ko kasneje osvojijo svoj materni jezik, znakovni jezik, je potem tudi težko slovenščino osvojiti in jo na tak visok nivo spraviti. Glede naglušni pa imajo pripomoček slušni aparat, ki jim lahko veliko pomaga. Slušni aparat v bistvu lahko uporablja v vseh prostorih, v knjižnicah, gledališču, v kulturnih ustanovah in še posebej, če je v prostor vgrajena indukcijska zanka, potem je celo lažje in razločneje slišijo zvok. Če ni indukcijske zanke v prostoru, potem je težko razumljivo, ker slušni aparat potegne vse zvoke iz okolice, tudi hrup. Če pa je indukcijska zanka, pa očisti zvok samo na govorca in potem lažje spremlja. To je en primer te slušne zanke, ki je napeljana v prostoru, tako da kjerkoli bi naglušna oseba sedela s slušnim aparatom, bi lahko povsod v prostoru enako slišal. Je pa tudi možno imeti prenosno indukcijsko zanko, ki si jo daš pač si jo obesiš okrog vratu in to nosi potem predavatelj
in sprejemnik naglušna oseba. Da veš, da je v prostoru indukcijska zanka, je takale oznaka uho in pa T. Recimo, če grem v knjižnico in vidim, da imajo T, potem prosim, da ali vklopijo ali preko mikrofona ali kako, in potem tudi na slušnem aparatu preklopim na funkcijo T in lažje potem poslušam predavanje, recimo v knjižnici ali kaj drugega. Takole tudi na delovnem mestu ali pa v knjižnici, recimo takole, da je ta znak, da veš, da je prostor opremljen z indukcijsko zanko. Kaj je pomembno pri komunikaciji z naglušnimi in tudi gluhimi osebami? Miren in tih prostor, če je hrup, je to zelo moteče, še posebej za naglušnega, ker ne more poslušati s pomočjo slušnega aparata. Potem, da govorec hodi okrog in govori osebi, to je zelo moteče, saj takrat je treba gledati v obraz, potem ne govoriti v hrbet ali pa se obrniti s hrbtom proti osebi. Tudi naglušni spremljajo, poslušajo s slušnim aparatom, ampak tudi spremljajo z odgledovanjem ustnic. Tudi ko naglušni, ko nekdo govori in si jaz nekaj zapisujem ali pa naglušni, da govorec ne nadaljuje z govorom, ampak da počaka, da si je zapišem, ker ne morem istočasno odgledovati in si zapisovati. Včasih, ko slišijo gluha naglušna oseba, začnejo zelo kričati ali pa glasno govoriti, to nič ne pomaga. To je v bistvu zelo moteče, ker mi zelo gledamo tudi telesno govorico in s tem, ko vidimo, da nekdo kriči, je v bistvu zelo moteče in se zakrčimo, ker mislimo, da je nekaj narobe. Možno je tudi odgledovanje z ustnic, naprimer je problem, pa če ima nekdo brado ali pa mogoče zelo neartikulirano govori, tudi v času, ko so bile maske, je bilo zelo težko, v bistvu to onemogočeno. Če srečate gluho naglušno osebo, rabi odgledovanje, ne vem, takrat se je treba še toliko bolj prilagoditi, ampak takrat pač v času koronavirusa je bilo zelo težko, ker ljudje niso niti hoteli dati maske dol, ker so se bali in je bilo za nas to zelo težek čas. Potem prostor mora biti primerno osvetljen. Treba je tudi biti previden, če je govorec in je za njim okno recimo ali pa svetloba, potem takrat ne vidiš obraza in takrat prosimo, če se lahko zamenjamo pozicije, da je govorec ni pred oknom. In uporabljati preproste terminologije, ne zahtevne strokovne besede. Če pa še vedno ne razume, se ne morete sporazumeti, potem pa prosimo, da zapišete. In da en naenkrat govori, ne več oseb naenkrat, potem izgubiš nit, tako da ena oseba naenkrat. Kako pa je glede dostopnost knjižnic za osebe z izgubo sluha, katere so možnosti? Da bi bila čim več strokovnih didaktičnih gradiv v slovenskem znakovnem jeziku ali pa če organizirate kakšno predavanje, ne vem, recimo strokovno, zanimivo predavanje, potopisno predavanje s pomočjo indukcijske zanke, tolmača. Lahko bi bil tudi nek oddelek za literaturo, ki je prilagojena v znakovnem jeziku, da mogoče, ko pride gluha oseba in ne razume ostale vsebine, da si lahko vzame knjigo, ki je v znakovnem jeziku. In da v bistvu bi bilo tako poenostavljeno, da bi bilo vse gradivo v enem kotičku. Gre hitro čas. Ja, se vidi, gluhi rabimo malo več časa, ker zraven je še tolmač, včasih z besedami hitro poveš, tako da ja, hitro gre čas. Torej, na zvezi se ukvarjamo tudi z založništvom, izdajamo pa različne učbenike, priročnike, pravljice, didaktično literaturo, učbenike in tako naprej. To so eni primeri učbenikov za tečaj učenja znakovnega jezika, je od 1. do 5. stopnje. To pa so pravljice, recimo v znakovnem jeziku, različna literatura, je notri ali je video posnet s QR kodo ali pa so tudi kretnje narisane v knjigah. Žiga Špaget, ja, Žiga Špaget je prilagojen tako za slepe, je v brajlovi pisavi, so kretnje narisane in pa tudi QR koda za ogled filma, videa v znakovnem jeziku. To je neka didaktična igra za učenje znakovnega jezika. To pa še glede slovarja.
Obstaja aplikacija, ki je brezplačna, lahko si jo naložite na telefon in tam je potem slovar znakovnega jezika. Lahko se naučite osnovne zadeve, kot recimo pozdrav, prosim, hvala, osnovne stvari, mogoče ko pride gluha oseba, da ga pozdravite v znakovnem jeziku. To je ta aplikacija, ki je brezplačna in obstaja pa tudi različne zgodbe, knjige, ki so v znakovnem jeziku, lahko izbereš. Imamo tudi aplikacije, knjige v znakovnem jeziku. Tukaj lahko potem gluhi pogledajo in si pogledajo vsebino v znakovnem jeziku. Lahko bi organizirali tudi kakšna usposabljanja knjižničarjev za komunikacijo z gluhimi osebami, kako pristopimo do gluhe osebe, osnove znakovnega jezika, potem kako se komunicira z naglušnimi osebami, tudi izvajamo tečaje. Lansko leto sem naredila tečaj za socialne delavce recimo, tako da je koristno mogoče, da osebe v knjižnici vedo, kako pristopiti do osebe z okvaro sluha. Še eno stvar bi vam rada pokazala, to je ena knjigica recimo, to smo naredili lansko leto. In tukajle je recimo kretna, je risba, ki tako pokaže žalosten in QR koda, tudi lahko pokažeš in vidiš video v to kretno žalosten, je pa tudi to, kar piše na tej strani s QR kodo, tudi na koncu je potem QR koda za celotno vsebino te knjigice v znakovnem jeziku. Želela bi si, da bi še več gluhih radi brali knjigo in ne vem, tole je osnova mogoče, pa da potem počasi napredujejo. Pomembna pa je dostopnost za njih, če sploh ni dostopnosti, potem ni nobene motivacije, da bi si želel pridobiti znanje, ampak seveda, če bereš, samo na tak način lahko obogatiš svoj besedni zaklad, dobiš različna znanja, tako da je treba spodbujati obiskovanje knjižnic, organizirati mogoče kakšne stvari, povabiti gluhe ali pa izvajati kakšne tečaje ali delavnice za otroke in predstavimo kakšno otroško pravljico v znakovnem jeziku, vse to. Tako da hvala za pozornost.